Dobrodošli v novem videu in v novi Bitcoin analizi. Danes imamo kar pomembno analizo, zato ker smo končno dobili ta pullback, o katerem govorim zdaj že zadnje 2 tedna, da ga bomo najverjetneje dobili. Tako da si bomo malo pogledali, kaj zdaj sledi, glede na statistiko, koliko velik bo ta pullback. A še vedno mislim, da je low, da smo že dobili Bitcoin low. Vse to bomo pogledali danes v tem videu. In ja, če kar začnemo z signalom, ki smo ga gledali prejšnji teden, se pravi, tole bo na one day time frameu, volatility proti stochasticu signal. No ja, in če si pogledamo kaj je signal, je basically, da volatility pride pod 10 percentilov, ki je volatility v tem primeru prikazan s tem indikatorjem BBWP. Pol vidimo, ko se volatility extenda, se pravi, pride nad 10 percentilov, ponavadi vidimo nek določen premik, in zdaj v povprečju je na one day time frameu vidimo okoli 20% premik. No, in kakor vidite, ta signal je trenutno v teku, se pravi, prejšnji teden sem rekel, da bo probably na CPI day se volatility expandil, no, to se pa ni zgodilo, se je expandil že malo prej. No, in sicer smo dobili premik nadol, se pravi, tudi stochastic je obrnen navzdol že od sredine januarja, basically. Tako da ja, zdaj lahko gledamo, do kam bi lahko prišel ta premik, no, glede na statistiko. Se pravi, kakor sem rekel, povprečen premik je okoli 20%, no zdaj first standard deviation je pa pri tem signalu 8%. Se pravi, first standard deviation je samo kam padeta 2/3 rezultatov, se pravi, v katero območje. No in pri tem signalu, ki ga imamo trenutno, se jaz zelo bolj nagibam proti temu, da bo bolj tak šibek signal, zato ker če si pogledamo, ni čisto cel signal, kakor ponovadi. Če si pogledamo, volatility je bil pod 10 percentilov tako 2 dni, plus zelo malo pod teh 10 percentilov je bil. Če si pogledamo, najnižji, kar je bil na 9,52. Medtem, ko pogledajte, si ponovadi vidimo dosti bolj take očitne signale, se pravi, da je pod teh 10 percentilov dalj časa in ponovadi pride dosti nižji, kakor 10 percentilov. In običajno se pravi, dalj časa, kot je pod teh 10 percentilov in pa več, kakor je pod teh 10 percentilov, večji premik lahko ponovadi pričakujemo. Tako da v tem primeru tukaj jaz pričakujem, da bodo rezultati bolj na tej spodnji strani first standard deviationa, se pravi okoli 12%, mogoče do 20%, čeprav je zelo dvomen, da bomo dobili 20%. No. In lahko zmerimo, če si pogledamo od highsov, kaj bi 12% pomenil, bi to Bitcoin prenesel tam na okoli 21,300, 21,200, kar smo skoraj že videli, če si pogledamo ta week, je bil 11% 60. No, ampak kaj se meni zdi najbolj možno, da pridemo tam vmes med 12 in 20% na okoli 16%, zato ker če si pogledamo 16%, prenese Bitcoin na okoli 20,300. In kaj je pri tem zanimivo je, da je to tudi ta major CME gap, in te se ponovadi zafilajo. Tako da to bi bil moj target za ta move. Zelo si pogledamo še za 20%, kam bi to prenesel Bitcoin. In bi bilo to pod 20k, no. Se pravi, 20% bi Bitcoin prenesel na okoli 19,400. In meni se zdi, da če bomo to videli, da imamo probleme. No. Če se Bitcoin close na daily pod 20,000, ja, se mi zdi, da bomo videli pol
cel retracement proti lovsom. In pol tudi vprašanje, če so to bili lovsi. No, ja, ampak ta signal v bistvu v povprečju traja, se pravi, 11 dni. Zdaj, če si pogledamo, smo na, mislim, da 5. ali 4. dnevu. Ja, v bistvu smo na 4. dnevu. Ampak v bistvu basically ta signal traja, dokler se Stokastic ne bo nazaj obrnil. Vidimo pa zdaj, da je v bistvu dožje nizko in tudi v bistvu Stokastic, nazadnje, ko sem pogledal, bi se zdaj obrnil, če se daily close nad, mislim, da 22,000. In ta cifra je v bistvu vedno nižja, se pravi, po mojem pač zdaj naslednjih par dni, če bo Bitcoin še vedno padel, ali pa če bo cena tam sideways, se zna zgoditi, da se bo Stokastic obrnil. Tako da meni se zdi, da imamo še par dni za ta premik, če se nadaljuje. Če pa tega ne vidimo, bi si pa predstavljal nek bounce, no, sploh če se pač Stokastic, če se obrne. So bomo si pa še pogledali še en drug indikator, kaj se mi zdi najbolj verjetno, da se bo zdaj zgodil v naslednjem tednu. Ok, v bistvu ta premik za ta premik navzdol nam da v bistvu, mislim, si lahko pogledamo v bistvu tudi na weekly chartu, kjer bomo videli hidden bearish divergence, se pravi, to pomeni, da je na RSI indikatorju smo videli higher highs, medtem ko je tukaj na price actionu so bili v tem času lower lowsi. Tako da v bistvu nam to da še eno potrditev, da bomo probably videli zdaj short term, probably pullback ali pa vsaj sideways. Tudi če si pogledamo Dixie chart, to sem govoril v bistvu že prejšnji teden, ampak Dixie chart je probably tukaj dosegel en low, se pravi, ja, v bistvu prejšnji teden. In ja, v bistvu za Dixie probably bomo videli nek bounce od teh lowsov, vse tam do te 108 levela, do tega supporta. In ja, v bistvu, če ne pride nad teh 108, se pravi, če se ne close weekly nad tem, bo to po mojem sam nek failed rally. Dixie je long term še vedno po mojem bearish, to je bil po mojem major high, no, tako kot je bil na Bitcoinu, po mojem mnenju, v novembru major low. No, zdaj bi si pa v bistvu rad pogledal še en indikator, ki še nisem govoril o njemu na tem kanalu. In sicer to je tale P-cycle bottom high low indikator. No, in v bistvu, če si pogledate ta indikator, se pravi, v preteklosti je dosti dober prediktil cycle high pa cycle low. Kakor vidite, pač vedno zadane pač na približen. Kdaj smo pač dosegli major low pa major high, se pravi, ja, mislim, bil je dosti accurate v preteklosti. No, in v bistvu ta indikator je že julija 2022 naprintil ta cycle low signal. Sicer to ni bil low, ampak v bistvu pa smo resno dobili nek tak event, nepričakovan, ta FTX collapse. Da se mi zdi, da v bistvu, če se to ne bi zgodilo, da bi bil to v juliju najverjetneje low. No, tako da v bistvu, kaj lahko le pričakujemo. Zdaj, meni se zdi v bistvu, če si pogledamo tudi te, tudi za nazaj, ki je v bistvu call cycle lowse, pol vedno, ki je Bitcoin crossil ta zelen moving average, se je pol v bistvu začel šele ta več ali manj ta velik move. No, in kakor vidimo, klej, pač Bitcoin je že crossil ta moving average, ampak probably, kaj bi jaz pričakoval, da se zelo zgodi, glede tudi na one prejšnje stvari, ki smo jih gledali, se pravi short term, malo pullback, probably Bitcoin še enkrat retesta ta zelen moving average, se pravi 20,400.
In ja, pač probably se pol odbije od tega. Zdaj, možno, da se to v bistvu zgodi že na CPI, ki je čez 2 dni. V bistvu tudi prej, pri One Day Time Frameu, ko smo gledali ta 2400, v bistvu tam je bil 2300, je bil ta target, ki se je pojavil in tudi tisti CME gap je v bistvu lih tam nekaj. Tako da je v bistvu še en indikator, ki nam pove, da je Bitcoin probably že dosegel lowse, zdaj pač neke major lowse, ko pač spet nočem callat lih macro lowsov, ampak v bistvu nam več indikatorjev kaže, da so bili tudi macro lowsi. Če si čisto hitro pogledamo, vem, da sem že velikokrat govoril o teh indikatorjih, ampak ja, v bistvu je še zmeraj vse isto. Se pravi, na RSI-ju imamo hidden bullish divergence, ki je v bistvu pač callat tudi vse ostale macro lowse, ki smo jih videli v preteklosti. Stochastic isto se je obrnil v tem critical zonu, kar je tudi v bistvu bilo čisto enak pri vseh ostalih macro lowsih. Ja, v bistvu to sem v bistvu že v več ostalih videih razložil v preteklosti. Lahko si tisto pogledate, če vas bolj zanima to. No in pa v bistvu tudi ta indikator, se pravi hash ribbons indikator, ki je na printu buy signal. In tudi to je v bistvu vedno v preteklosti, ki je bil naprintan ta buy signal, razen 2-krat, je v bistvu Bitcoin pol ni tradal pod to ceno. Se pravi, vedno je bil to macro low. Zdaj, če si pogledamo v bistvu, ki je bil naprintan buy signal, je bil Bitcoin v bistvu na 17,000, tako da Bitcoin probably ne trada več pod 17,000 oziroma ne close več pod 17,000. Ne pravim, da ni možno, da dobimo week pod 17,000, no. Ampak probably se weekly ne close več pod tem level. In v primeru, da se je v bistvu v primeru, da se je Bitcoin kar v težavah, tudi monthly stochastic se tam nekje obrne navzdolno, tako da če pa se to zgodi, pa v bistvu je vse možno, tam do 10,000. Tako da to bo v bistvu to za to analizo, no. Upam, da vam je bila všeč. Če hoče kdo začeti tradati kripto, imamo na kanalu v bistvu serijo Crypto Trading za začetnike, kjer se lahko naučite teh osnov. Spodaj v linku imamo pa v bistvu en Bybit link, za katerim lahko dobite do $30,000 sign-up bonusa. In ja, to je to. Hvala za ogled, no pa se ga v naslednjem videu.